Kaj pa, če gremo na govorilne ure, pa nas je tudi samih malo strah iti. Pa rečemo enemu prijatelju ali pa prijateljici ali pa fantu ali pa punci, če gre z nami, saj nič ne preko. Nič, sam zraven bi stal. Če govorimo o osebnih podatkih, če govorimo o rezultatih izpita, potem mora taka oseba zapustiti prostor. Če prideta dva, samo me nekaj vprašati, seveda nobenega problema. Jaz se trudim biti tak, da študentje ne bi imeli strahu prihajati k meni na govorilne ure. Se trudim. Odziv pa ni ravno, recimo, blesteč. Ker sva pač midva malo starejša, pa sva že dala faks čez, no ti ne še, ker si še kar tam. Še kar vztrajam. In zdaj naj pa gledajo recimo dijaki, ne, živijo, kaj torej naj si oni mislijo, da sva midva ena stara prca, ki sam te živa, ali je mogoče kakšna tudi pozitivna stvar tega, da sam urejaš svoje stvari? Najprej sva stara prca, ne? In v krepkem zatonu. Sem dol. Urejanje svojih zadev pomeni določeno mero odgovornosti. Če boš naredil napako, boš moral zanjo odgovarjati, jo skušati popraviti, včasih se pa neke take napake ne da več popraviti. Recimo, zamuditi rok na vpis ni stvari, ki bi ti omogočila naknadni vpis, ko je enkrat vpis zaprt. Ne gre. In če si na to pozabil, se moraš soočiti s to posledico, rešiti ali ne rešiti. To je pač del odraščanja. Današnja mladina, no, tudi te, ki so že polnoletni, pričakujejo, da jim bo vedno dana še ena priložnost. Če jim ne bo, bodo že za to poskrbeli njihovi starši. Samo zdaj pa recimo, če imamo pa neko težavo z enim profesorjem, profesorico, predavateljem, predavateljico, ne, in starši doma točno vejo, kaj bi oni rešili to težavo. Se pogovarjamo, oni vse vejo, kaj bi rekli, ne, in tudi rečejo, da se lahko grejo oni na govorilne, ne. Meni je to sicer malo neprijetno, da bi šli, ampak itak imajo še pa odvetniško pisarno, ne, pa jim gre lahko to ful fajn, pa bolj zrihtajo kot jaz. A naj jim vseeno porekam, ali naj rajš, kar oni to uredijo? Jaz zagovarjam zdravo kmečko pamet. Jaz verjamem, da tako kot so dobri in slabi študentje, pa dobre in slabe odločitve, so zagotovo tudi dobre in slabe odločitve, recimo nas, profesorjev. Obstaja sistem, ki lahko takšne napake korigira. Ko sem jaz študiral, je bila profesorjeva zadnja in edina, na to ni bilo pritožbe. Danes so pritožbe na izpit, pritožbe na postopek, vkolikor so te korektne, ne vidim razloga, zakaj se ne bi študentu ali študentki česa takega ugodilo. In kdaj se pa lahko pritoži? Študent ima pravico se pritožiti kadarkoli na karkoli. Pa študentko tudi, ne? No, študentke tudi seveda. Če greva kar konkretno, imela sem nek ustni ali pa pisni izpit, učila sem se iz čist istih zapiskov kot Metka pa Marko, popolnoma enakih. Onadva sta naredila z 8, jaz sem padla, jaz ne vem, kaj naj narediti in to že spet padla. Kaj lahko naredim? Poleg tega, da se bolj naučim. No, zdaj obstaja več resnic. Resnica študenta in resnica učitelja oziroma profesorja. V prvem letniku, po mojih izkušnjah, študentke in študenti ne vedo, kdaj znajo. To je ena plat zgodbe. Druga plat zgodbe je, po vsakem izpitu jaz povabim študentke in študente, naj se oglasijo na govorilnih urah, pregledajo izpit, naj vprašajo, zakaj so padli, kje je primanjkljaj točk, kjer so oni mislili, da tisto znajo. In jaz jim vsak odgovor utemeljim, čemu so dobili toliko točk, kolikor sem jih pač dal. Tudi to treba povedati, da se marsikdaj zmotim, izpitov je veliko, roki za popravljanje so kratki, naredim napako, jo priznam in pač popravim. S tem nekateri dobijo višjo oceno, nekateri celo po predhodnem informaciji, da so padli, izpit naredijo. To je težje pri ustnem izpitu. Zato pa potem v kasnejših opravljanjih se oblikuje komisija, ki preverja študente pri izpitu, ki ni namenjena temu, da bi bil študent še pod večjim stresom, ampak da ne bi prihajalo do tega, da bi se recimo nek profesor zaradi nekih osebnih zamer ali česarkoli lahko recimo izživljal nad študentom ali študentko. Tako da sami porihtajte svoje stvari. Ljudje, ki smo na fakulteti, vključno z referati, tajništvi, so tam zato, da vam pomagamo. Pri študiju, tudi mogoče pri slabih odločitvah. Ne se bati vprašati, ne se bati pozanimati o vaših, ne samo dolžnostih, ampak tudi pravicah. Mnogo pravic jih imate, izkoristite jih. Hvala za te govorilne minute. Malenkost. Vi, ki pa gledate, pa zdaj kliknite nekje tukaj okoli na ta drug pogovor.